imenujemo muzejska vitrina. To je v bistvu prva letošnja muzejska vitrina. Še prej bi pa sem to povedala, da je javno vodstvo danes zato, ker praznujemo Noč muzejev. Letos je že 20. po vrsti in se po vsej Sloveniji in se temu dogodku pridružuje 80 muzejev in galerij po Sloveniji. Prvič se tudi te muzejski noči pridružujejo arhivi Slovenije in pa fakultete s svojim razstavnimi programi. Toliko. Tako pomeni, da je v bistvu vstop v vse muzeje, galerije, kulturne ustanove je danes brezplačen. No, zdaj smo se vstavili tu, pri naši muzejski vitrini, ki smo jo naslovili Odtisi za večnost. To je v bistvu vitrina, če stopite bližje pogledate, lepo prosim, to je predstavljeno ribsko steklo. Vitrino smo pa odprli v čas tega, ker letos je mednarodno leto stekla. In tule imamo predstavljene arheološke predmete, najdbe iz Romole oziroma Ribnice na Dolenjskem. Poznate, to področje. Zanimivi so predmeti, eni so, sam da vidim, ki je odtis te naše Sentije sekunde, to je odtis v bistvu spodnjega dela čaše, kjer vidimo umetnico steklarko, ki se je v bistvu podpisala oziroma to, kar je naredila, se je podpisala oziroma dala svoj odtis. In to je zanimivo zaradi tega, ker je steklarka ženska oziroma izdelovalka steklene posode. Pomembno pa je tudi, da vemo, da so Rimljani v tem, pač iz tega obdobja, kot je to, uporabljali tako, imeli znanje izdelovanja tako pihanega stekla kot okalupljenega stekla. Hkrati so pa že poznali barvno steklo. Barvno steklo in tudi takšne tehnike, da jih do danes recimo tudi naši steklarji, mojstri, še niso dokončno razkrite te tehnike, kako je pa šlo, to vidite primer tega rumenega stekla, modrega stekla. Kar pomeni, če so Rimljani poznali steklo, tam bomo šli samo mimo razstave, kjer imamo dediščina Rimljanov v Posavju, bomo videli eno rekonstrukcijo tele vile. In to pomeni, da so oni naredili na teh svojih hiši že imeli steklena okna. To je zanimivo, kar imamo recimo pedagoški program, okoli otroke penimo, pa rečemo, da je pa bilo steklo. Tako je zanimivo, da je malo zanimivo. Sem pa tak stoletje, pa rečemo, kjer zdaj živimo v 21. stoletju. Vaši predniki oziroma babice so se rodile v 20. Kdaj pa mislite, da je steklo bilo? 2019. Zanimivo, tudi recimo srednja škola. Zemlja, zrak, ogenj, je bila ravno poslikava te naše viteške dvorane. Kot vemo, viteška dvorana je bila poslikana 1703, avtor poslikave je Karl Frančišek Rem, ki se je rodil v Radovljici. Naročnik poslikave je pa bil Ignac Marija Atems, ki je ta grad Brežice kupil konec 17. stoletja oziroma 1694. In po 1694, ko so Atemsi kupili ta grad, govorimo o barokizaciji tega gradu. Kajti tisto sam grad je bil zgrajen kot renesančna vojaška utrdba.
Ne? Šele Atemsi so potem, ki so začeli prvi, ki so prebivali v tem gradu, vdihnili v tem gradu življenje. Ne? Pobrali, kako bi rekla, v tem gradu atribute vojaškosti. Ne? Okrog gradu je bil tale vodni jarek, dvežni most. Ne? Atemsi so pa prenesli umetnost ta barok. No, da ne bom predolga, 4 elementi, ne? Te 4 elementi si je naš Karl Frančišek Remb tako zastavil, da jih je pozicioniral na 4 strani neba, ne? In te 4 strani neba predstavil z alegorijami 4 elementov. Na vzhodu, po celotnem tem banjastem obodu, imamo element voda. Ne? To že poznamo te zgodbe, ki se začnejo. V bistvu, tu so vsi ti 4 elementi, vsa ta poslikava se navezuje na krško-rimsko mitologijo. To je v bistvu glavna inspiracija. Ne? Tako da element voda, ne, od Pozejdona do ugrabljene Evrope, potem bomo pa, no, in mi smo iz tega elementa voda, smo rekli, mi bomo pa skozi vse naše 4 stroke, ki so v muzeju, oziroma 5, to je arheologija, etnologija, umetnostna zgodovina in zgodovina, potem skozi element vode prikazali dediščino Posavja, ki se navezuje na vodo in tako na ostale elemente. Če se obrnemo proti na zahodno stran, dolgo, imamo element zemlja, ne? Prevladujoča barva zelena, na vodi je modra, kar bomo potem tudi videli, kako se v razstavnih prostorih te barve. Hkrati pa lahko vidimo že te barve, kar pomeni gore je element zemlja z Bakusom oziroma Dionizom. Spodaj so pa že panoji, ki so pa panoji v barvi zemlje, in nas vabijo na pogled razstave. Potem tako od voda, potem imamo na južni strani, imamo našega boga, ognja, strele, to je Hejfas, in tako je tudi predstavljen tu na panoju. Potem bomo pa šli pogledati razstavo, ki je pa spet. Zdaj ne bomo rekli dediščina ognja v Posavju, ampak vse, kar je povezano z alkoholom, od alkohola do gasilcev, kar je ognja, pa potem za umetnostne zgodovine, zgodovitve, različne. Tako, in potem imamo zadnji element, ki smo ga predstavili. V tem ciklu 4 elemente je pa zrak, kjer lepo vidimo na severu našega Apolona z navozom, ki ga pelje jutranja zarja Eos. To pomeni, da smo ta cikel, kot sem rekla, začeli decembra 2016, zaključili. Za katerega nas je pa navdihnila poslikava stropa na stopnišču našem baročnem, kjer pa imamo 5 elementov. In tako si bomo še ogledali razstavo Okus, oziroma kjer predstavljamo element Okus in smo ga naslovili po Posavju z žličico in čašo. Potem pa na koncu bo pa pogostitev na terasi. Ko pa končamo vodstvo, vas pa tu vse vabi, bomo pa imeli pripovedovanje metamorfoz oziroma razlage fresk v Viteški dvorani. Tam se je upodobil naš Karl Frančišek Remb. On je v bistvu, v tem času baročka, je bilo, danes bi rekli, v trendu, v modi, da se je upodabljalo krško-rimska mitologija. In največ se je izhajalo pri Viteški dvorani iz dela Metamorfoze, to je rimskega avtorja Ovida, ki je to napisal, živel v 8. stoletju. Kjer je opisoval življenje teh rimskih
rimsko-grški bogov, ne, zato tudi rečem, ne vem, Poseidon, ne, je grško ime, Neptun rimsko, ne, zato se nekako to vse prepleta. Tako, zdaj vas pa lepo povabim v našo prvo razstavo iz projekta 4 elementov, to je voda. Kjer pa imamo eno presenečenje, če niste bili tukaj z vodo. Ki so jih dopolnili delavnice, imamo grajske dogodivščine. No in tukaj smo dopolnili v času, ko je razstava bila odprta oziroma potem naslednje leto, tu so v bistvu stavski prodniki, ki so jih na grajski dogodivščini otroci pobarvali in potem smo jih razstavili tu, kajti povezani so z vodo. Zdaj pa kako se ti vse naše 4 stroke prepletajo. Arheologija je tu z temi fosili, ki nam govori zgodbo, kako je bilo na tem področju Panonsko morje. Reče, kje je Panonsko morje. Se reka, imamo ostanke, najbolj vidne so v bizerskih retnicah, ki so ljudje kopali v zemljo, da so shranjevali najprej repo, potem pa ostale predelke. Zdaj so pa tudi te retnice turistična zanimivost. Tako, tu je ta del je etnologija. Rimskega vodovoda, Nevljodunom, to je današnje Trnovo pri Krškem. Nevljodunom je bil eno osrednjih pristanišč na Savi, ki je bil nekako povezava med vzhodom in zahodom, med Levantom in zahodnim delom. Hkrati se pa tu spet prepleta ta etnologija, zgodovina. Voda nam daje nam to, da nas oskrbuje za življenje, hkrati pa potem tudi posledično pride do turizma, do zabave. Torej so zanimivo so ženske kopalke, ki je naša fortuna, v katero se bomo drugič postavili, tako in po stropu Viteške dvorane je postavila našega ravnatelja, ustanovitelja Posavskega muzeja, Franja Stiplovška, kako se pelje po tem stropu. In potem se bo spet posušilo in nič od tega ne bo več vidno. Hkrati imamo tu še en dežnik, drugi so nam nekako, mislim, da so dobili, so se sami sprehodili. In dežnik je tudi podobno. Vse je bil tudi z ribicami, sem malo, da vidim, kje je še, pač nekje so njena umetniška dela, drugače pa imela tudi z osebami, s portreti. Tako. Tako da se pravi, se... To je pač te, kar je res rimske vile, pomeni, da je ta hiša tule je kolišče in tu je zdaj vzpod odprto, da lahko imate pogled talno gretje, potem je pa so bile odprtine, te zidaki so bili otri znotraj, tako da je bilo tudi stensko gretje, so že pred nami ljudje. Vse nekako ugodnosti bivanja. Vedno nekako, ko se zgodovino učimo, potem radi predstavljajo, da v tej dobi, kateri živimo, da je najboljša. Vedno tisto superiorno se postavlja gor.
hkrati je pa že vse pred nami, iznajdbe so že vse, ne? Od kolesa, mislim, če smo dobili avtomobil v 19. ampak kolo je že bilo, ne? To je potem samo nadgradnja, ne? Da je človek lahko miselno šel naprej. Tako, zdaj smo pa v drugi razstavi z odrekom, ta je sicer tretje po vrsti, to je v bistvu element zemlja. Element zemlja je malo bolj posebno drugačen od ostalih treh. Posebno je zaradi tega, kar smo je postavili v letu, ko smo praznovali 70 let delovanja našega Posavskega muzeja Brežice. In smo s to razstavo nekako hoteli, oziroma upamo tudi, da nam je uspelo, prikazati človeka, ne? Človek tisti, ki je pomemben. Ne? In tako smo se odločili, da, ker je 70 let, predstavimo 70 ljudi iz Posavja. Zdaj pa, da bi nekako spravili to ravnovesje, smo rekli 35 ženskih zgodb in 35 moških zgodb. Ampak to pomeni, mi smo zdaj tu iz zadnje strani prišli, ne, in smo na koncu že v 19. oziroma 20. stoletju, tu smo že v 21. Začnemo pa vse od arheologije, od poljedelcev v Ajdovski jami, v srednji vek. Ne. Tako da zgodbe so pestre. Ne. So pa to ljudje, ki so različnih poklicev, zanimanj. Ne. Niso samo ljudje, ki so znani, ampak ne vem, bom rekla zdaj na primeru našega frizerja Josipa Holija, ne, ki je tu že imel frizerski salon od 1900, ne, nazadnje je imel salon tam, kjer je bil Narodni dom, danes je Furs. Ne. Tako, ne. Pa potem elektrika, kako je prišlo. To je ta del, ki sem rekla, umetnostna zgodovina, ne, kjer imamo Skitmoškovega Cveta Florijana, zaščitnika gasilcev. Tule je lepo stole vodilo posodo za ljudi, kako je nad streho in zliva vodo na ogenj. In ne smemo pozabiti na arheološki del, kjer imamo, kot smo že prej imeli, izidate, del Dušana Pošlamen in Potovala. Tule imamo še nekaj etnološkega, imamo alkohol, ki je eden najmočnejših ognjev v telesu, če je pa potem vse od do tobaka, cigaretov, pepelnikov, vžigalnikov, in med drugimi smo izpostavili tudi, ko smo dobili tega bučkota iz olimpijskih iger 1984. Kako si zastavili drugače? V bistvu smo gledali kot nekako povezovalno, kaj je zdaj zrak. In smo šli enostavno iz človeka, vdih, zrak, vdih, začetek. Začetek kot začetek vdiha, začetek kot začetek življenja, novega življenja, rojstva. Tule imamo zanimivo podobo ženske v rojevanju oziroma noseče, to je arheološki iz, mislim, da je iz Dolovskega grobišča, je tako. Zraven pa imamo tole etnološko, pa poznate tole, kako se je temu reklo? Ajmpendekl. To, povezano je pa, zdaj pa imamo Nečke gor, Nečke pa imamo zato gor, ker v Nečkah
so čistili žito, tresli žito od pleveli, hkrati so mesili kruh in nosili otroka k krstu. V bistvu so mu od spod samo ga dali tak maniti ne dekico, samo povili ga z enim trakom, v nečka so potem nekaj nositi, ko se je pojavil oziroma razvoj, tako kot posod šel naprej in se je pojavila ta odejica, s katero so potem že otroka nosili v naročju. V bistvu, da je malo bolj meščansko, to je že potem, recimo, ta kitajski porcelan, kar pomeni, da je bil odnešen od drugod, tu še ni bilo tega za kupiti, pa potem se vidi, recimo debelina, ali je porcelan ali je keramika, recimo, če pogledate skledo, recimo, ali pa tam na začetku, pa potem tole skledo ena je za solato, ena za krompir, to so te debeli, bi rekli, vaški krožniki, tako, Potem tam skozi imamo še pogled na lončenino. Lončenina samo Skratka, dobrodošli. Večer še na našem zadnjem dogodku, in sicer, ki smo obravnavali v videomorfoze, na razgotava klinične dvorane. In sicer, kot veste, ta dvorana je bila poslikana na začetku 18. stoletja. Naročnik poslikave je bil gospod za mano, grof Ignác Marija Akins I, ki je prišel v Brežice konec 17. stoletja in sicer leta 1694. In takrat se odločil, da poslika tole dvorano. Torej izbere na koncu slikarja Frančiška Karla Remba, nadovršnega slikarja, ki je njegov avtoportret tudi tam na drugi strani, in sicer tako pa slikar potem upodobi te slikave iz obidvih morfoz na delu na stenem in stropom, na tem polkrožnem delu. Za nocoj sem izbral pa nekaj teh prizorov, levo proti desni. Tale prvi prizor tukaj je prizor grškega boga morja, oceanov Pozejdona. V naročju sedi njegova žena Nefertita. In kot vidite, gre za sta opreženo tako počijo s konji, ki imajo sprednjo tudi kot plavut, lahko plavajo na morju. In tega prizoru potem sledi tudi prizor enobih velikana Polifema, nesrečno zaljubljenega pastirja, takega velikana, tam v zadnju pase svoje živali in igra na svoje piščal. In vrhunec te nesrečne ljubezenske zgodbe, samo zaradi njegove podobe, ne uspe nikoli dobiti nobenega dekleta. Nekaj se potem tudi izobira nazaj na mesto in najdemo fotografiramo in potem tudi samo žalstvo in nekaj podobnega, torej tudi samo podobno. Ta zgodba vas mogoče spomnim na kakšno kasnejšo, verjetno na delo Williama Shakespearea, Romeo in Julija, da se tisto delo dogaja, ta zgodba dogaja v Veroni, v Italiji, še zadnjo zgodbo, na tej strani, je pa zgodba Nabita Evrope, torej zgodba, v kateri dobi naša najstarejša celina svoje ime. Je pa zgodba o deklici, torej o hčeri veličanskega kralja Fëanorja v Evropi, ki se nekega dne svoje prijateljice igra na sredozemski obali, torej obali se predstavlja, kjer je namreč Izrael, torej veliko območje in tam se skupaj s svojimi prijateljice ob obali igra in po tej obali se nekega dne približa Bog Zeus, spremenjen vodika,
je bil vse mogoče, se je lahko tudi to naredil, se je spremenil oblika in se tako prikupno približal tem predmetom in Evropa na 7. bolj proti glavščini